Vedra misel krepi srce in stori, da človek vztraja v dobrem. Oglejmo si nekaj dogodkov, ki so nas izpolnjevali v zadnjem letu. Krmeljčani so lani ponosneje kot doslej povabili na slovesnost ob krajevnem prazniku, saj so to pripravili v popolnoma prenovljeni kulturni dvorani. Dan kasneje so svoj krajevni praznik obeležili v Šentjanžu, kjer so odprli mladinsko točko. Sevniški umetnik Rudi Stopar je dosedaj pripravil že vrsto samostojnih in skupinskih razstav, ustvaril precej javnih obeležij in izdal več pesniških zbirk. Zaradi del, ki krasijo tudi police sevniške knjižnice, je bil imenovan za častnega člana knjižnice. Krška založba Neviodunum je izdala knjigo Sevnica, stoletja na razglednicah, v kateri je avtor Oskar Zoran Zelič ponovno oživil nekdanjo krajino in življenje v Sevnici. O praznovanju praznika občine Sevnica je župan Srečko Ocvirk takole podelil občinska priznanja. Srebrno plaketo so prejeli Boštjan Repovš, Kolesarsko društvo Sevnica, Božidar Beci, Franc Povše mlajši in Gostišče Dolinšek. Zlato plaketo je ob 30-letnici delovanja prejel Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca, Ana Mešiček za aktivnosti na področju družabnega življenja na Blanci, Prostovoljno gasilsko društvo Karmel pa ob 80-letnici delovanja. Grb občine Sevnica je bil podeljen podjetju Tanin. V Sevniškem društvu Sožitje so praznovali 40-letnico obstoja. Predsednik društva Miran Štern se je za dosežene rezultate zahvalil vsem bivšim predsednikom društva, Valentinu Hribarju, Nataši Petančič, Boži Blaznik, Toniju Korenu, Andreji Žafran in Berti Logar. V zasebnem podjetju Dimnikarstvo Jelančič so lani praznovali 30-letnico delovanja. Podjetje z 32 zaposlenimi veliko skrbi namenja zagotavljanju varnosti ter varovanju okolja, kar potrjuje pridobljeni certifikat kakovosti. Na slovesnosti je zbrane nagovorila predsednica odbora za okolje in prostor v Državnem zboru Republike Slovenije Breda Pečan. Župan Ocvirk pa je Dimnikarstvu Jelančič podelil listino občine Sevnica. V želji po še večji turistični prepoznavnosti so predstavniki Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica v Mercator centru v Boštanju predstavili katalog turistične ponudbe Posavja za leto 2010. Poudarek je bil na destinacijah sevniške občine. Varstveno-delovni center Krško Leskovec je decembra praznoval 30-letnico delovanja. Z dnevom odprtih vrat so na svojo dejavnost opozorili tudi v sevniški enoti, ki vključuje 24 odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Izgradnja novega vodovoda in ceste na višinski zaselek Čelovnik je primer dobrega sodelovanja dveh občin. Ljudje, ki so ob sušnih obdobjih, ko ni bilo pitne vode, nemočno čakali dovoza gasilskih cistern, se danes počutijo varneje. Mleko s kmetije. Domače mleko s travnikov je prvo primerno tako za pitje, kot za pripravo mlečnih. Družinska kmetija Kranjc iz Šentjanža je na parkirišču med Novo Ljubljansko banko in Cvetličarno postavila prvi mlekomat v Sevnici. Sem se tu rodil v bližini in sem v tej kovačiji preživel otroška leta. Ljubiteljski fotograf Jože Teranš se je odločil za neobičajno predstavitev svojih fotografij, kar v sevniški stari kovačnici. Posebni so bili tudi razlogi. Obiskovalci razstave fotografij so z zbiranjem podpisov izražali podporo, da se kovačnica ohrani kot muzejski prostor. Ciril Udovč iz Boštanja v domači farni cerkvi Povišanja Svetega križa gibljive jaslice postavlja že več kot 20 let. Že 2 desetletji pa pod Udovčevim vodstvom v tej cerkvi župnijski pevski zbor izvaja tudi božične koncerte. Tradicionalni koncert božičnih pesmi so v cerkvi Svetega Nikolaja v Sevnici pripravili pevci okteta Jurij Dalmatin. Kot gostje so nastopile domače pevke vokalne skupine Zvon. Sevniški ansambel Patina je praznični konec tedna polepšal s preigravanjem starih rock'n'roll uspešnic. Božično-novoletni koncert so pripravili še Blanški vinogradniki z glasbenimi gosti, tradiciji pa se prav tako ni izneverila godba Sevnica. Ob prihajajočem novem letu je zbranim voščil župan Srečko Ocvirk.
Smučišče Lisca kljub pridobitvi ustreznih dovoljenj v smučarski sezoni 2009-2010 ni obratovalo, čeprav se je v preteklih letih v obnovo vlečnice in šolanje kadrov vložilo precej denarja. Znamenita evropska zimska preizkušnja starodobnih vozil in voznikov, imenovana Winter Trail, se je letos dotaknila tudi Posavja. Po ozki cesti je na Sevniški grad, kjer je bila časovna točka, pripeljalo 107 starodobnih vozil. Župan Srečko Cvirk je povabil katoliške duhovnike, ki delujejo po župnijah na območju občine Sevnica, na tradicionalno ponovoletno srečanje v Šentjanž. V imenu duhovnikov je zbrane pozdravil domači župnik Janez Cevec. Modernizirana cestna pridobitev na Artu je uspešno zaključen projekt. Ob obnovi ceste so zgradili še meteorno kanalizacijo ter namestili cestne ograje in javno razsvetljavo. Na prireditvi Izbor športnika leta 2009 v občini Sevnica so za najšportnico imenovali tekačico Saro Karlovšek, naziv športnika leta si je z odlično igro v odbojkarskem klubu ACH Voli priigral Andrej Flajs, za športno ekipo leta v občini Sevnica so bile proglašene članice šahovskega kluba Milan Majcen, za športno osebnost leta pa je bil pred upokojitvijo imenovan Borut Bizjak. Slavnostna gostja na osrednji občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku, kustosinja v Tehniškem muzeju Slovenije, porodu Boštančanka Martina Orehovec, je poudarila velik pomen ohranjanja kulturne dediščine. V kulturnem programu so nastopili učenci in učitelji osnovne šole Sava Kladnika in glasbene šole Sevnica. V zavodu KŠTM so se januarja odločili, da ponovno prično s predvajanjem kinopredstav. Te potekajo vsak petek in soboto, v času zimskih počitnic pa tudi med tednom. Z razstavo pustnih podob so v galeriji Ana pritisnili piko na i pustnemu času. Kot se kaže, pa so s to razstavo zaključili tudi svojo skoraj 10-letno galerijsko dejavnost. Poglejte, v galeriji Ana se je v tem času izvrstilo preko 150 umetnikov iz cele Slovenije in iz tujine. Od mladih, najmlajših, od vrtca, bom rekla, pa do najstarejših, tam čez 80 let. Na zdravje! V gostilni Janc na Studencu je potekal že 5. izbor županovega vina. Za županovo vino 2010 sta bili tokrat izbrani 2 vini s priznanim tradicionalnim poimenovanjem – Cviček in Bizeljčan. Zmagovalni cviček je pridelal Ladislav Zgonc, Bizeljčana pa vinarska družina Kozinc. Na dan mučenikov je pri starotrški gostilni Vrtovšek v Sevnici potekala 49. salamjada, tokrat z novostjo, vzporednim ocenjevanjem županskih salam. Vrhunec večera je bila razglasitev najboljše salame. Veliki met je tokrat uspel predsedniku Društva salamarjev Sevnica Stanetu Krncu. Ja, iskrena hvala. Nisem pričakoval, ker je bilo 128 vzorcev, je to izredno huda konkurenca in dolgo res se nisem toliko posvečal salamam. Letos sem pa res imel malo več časa, ker je bila takšna zima in izgleda, da je ratalo. Zaradi salamjade, kjer je vse bolj opazna mednarodna udeležba, se razvija tudi sodelovanje med občinami, posebej dobro med domačo Sevnico in slovaško Nove Zamki. Župan Geza Pišinger je bil na delovnem srečanju v Sevnici že dan pred samo salamjado. 10 dni kasneje so 18. salamjado pripravili v gostilni Repovž v Šentjanžu. Pogledi sevniških organizatorjev pa so že usmerjeni v prihodnje leto, ko bo v Sevnici potekala jubilejna 50. sevniška salamjada. V mesecu marcu še aktualna cvičkova princesa Vesna Perko iz Šentjanža je v skladu s tradicijo v svoje vinorodno okolje povabila vse dosedanje cvičkove princese. Zbrali smo se v Šentjanžu, kjer je bil kratek predstavitev Pušilce Dolenjske, nato pa sedaj pa smo v Vinski Gorici Kamenško, kjer bomo poskusili imeli degustacijo vin Društva vinogradnikov Šentjanž. Na prvi pomladni dan, ki velja tudi za svetovni dan lutk, so na pobudo zakoncev Pungarčič na Sevniškem gradu slovesno odprli grajsko lutkovno gledališče. Začetki tradicije sekanja pirhov, ko so se trški fantje na velikonočno nedeljo prvič zbrali pod balkonom pri Šentinat in pričeli metati kovance v kuhana jajca, menda segajo v 60. leta prejšnjega stoletja in srečujejo se še danes. Predvsem mi pomeni, da srečam stare prijatelje, da srečam novo generacijo
da se poveselimo potem, malo zapojemo, kaj popijemo in da se spominjamo starih časov, pa tudi politiziramo aktualne dogodke, analiziramo. Tako, in to je lepo. Na Markovcu se je ob počastitvi dneva upora slovenskega ljudstva tudi letos zbralo precej domoljubov in tistih, ki spoštujejo spomin in vrednote narodno-osvobodilne borbe. Prvomajsko srečanje na Listci je bilo tudi letos dobro obiskano. Svetovalec Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za socialno področje, zaposlovanje in migracije Goran Lukič je med drugim povedal. To razpoloženje danes mora biti razpoloženje upanja, razpoloženje ne samo upanja, ampak tudi tistega akcijskega naboja, ki bo šel naprej v smeri tega, da se razbije predloge, ki grejo v napačno smer, v predloge, torej, ki znižujejo standard delavca. Z razstavo fotografij fotosekcije Društva Trg so v galeriji Grad pričeli s festivalom kulturnih prireditev, ki so pod skupnim imenom Sevniško-grajsko poletje 2010 potekale vse do sredine septembra. Avtodruštvo Studenec Sevnica je pripravila gorsko hitrostno dirko Impulsa Studenec. Letos so uresničili večletni cilj, da progo podaljšajo, saj so sam start premaknili proti hidroelektrarni Blanca. Godba Blanški vinogradniki je ob 10-letnici delovanja pripravila slavnostni koncert, ki so ga popestrili nastopi glasbenih gostov in sevniških mažoretk. Za dolgoletno uspešno sodelovanje jim je župan podelil listino občine Sevnica. Strani sklada za kulturne dejavnosti pa so člani godbe prejeli priznanje in Galusove značke. V zadnjih letih ni na novo nastalih godb in tale godba je ena posebnost. Vključujejo tako harmonikaše, pevce, citrarje. Skratka, na tak način so nastajale godbe pred 150-160 leti na slovenski. O prazniku krajevne skupnosti Tržišče so v tamkajšnji kulturni dvorani pripravili slovesnost, na kateri so podelili priznanja krajevne skupnosti in predstavili nekaj zadnjih pridobitev. V letošnjem letu pa je naš največji projekt seveda ta, da uspešno kandidiramo na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, in sicer za izgradnjo nove osnovne šole in pa telovadnice. Moram reči, da imamo tokrat pripravljeno vso dokumentacijo. V Tržišču so ob glavni cesti za večjo varnost pešcev že zgrajeni tudi novi pločniki. V domu upokojencev in oskrbovancev Impulsa vsako leto pod sloganom Z roko v roki pripravijo dneve odprtih vrat. V Impulsi živi 295 ljudi z oseb s posebnimi potrebami, ki prihajajo iz cele Slovenije. Namen današnjega srečanja je, da prikažemo, kaj počnemo, kakšno je naše življenje. V krajnih Brdih nad Blanco so v uporabo predali novo zgrajene škarpe in asfaltirano cesto. Spomini na težave, ki so jih imeli s staro cesto, pa so še živi. Tukaj dol je voda vse odnesla nam, pejsk, kar smo ne vozili, če prešel hud naliv, smo imeli vse dol po tronkah. Zdravstveni dom Sevnica je z odprtjem prostorov zobnega rentgena storil pomemben korak k dopolnitvi zdravstvenih storitev, saj so se občani Sevnice po tovrstne usluge dosedaj morali voziti v druge kraje. V sevniški občini je registriranih 176 društev, v katera je vključeno okrog 5000 članov. Tradicionalno srečanje in predstavitev društev občine Sevnica je pod geslom To smo mi letos potekalo pri Kulturno-mladinskem domu na Lukovcu. Po enoletnem poskusnem obratovanju so nalogu predali v uporabo centralno čistilno napravo in kanalizacijski sistem Sevnica. Predvsem kanalizacijski sistem, ki je primarni kanalizacijski sistem in je povezal celo to območje, nekako odvaja vse odpadne vode in tudi viške meteornih voda. Pridobitev predstavlja za Sevnico tudi večjo protipoplavno varnost, kar se je potrdilo že nekaj mesecev kasneje, ko Sevnica v septembrskih poplavah zaradi ukrepov ob hidroelektrarnah in čistilni napravi ni utrpela večje škode. Projekt, katerega izvedba je potekala na 424 parcelah, zaradi česar je bilo podpisanih 220 služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, je vreden 15,5 milijona evrov. Mislim, da je za Slovenijo to zelo pomemben tudi dogodek, da pokažemo, da se da s pomočjo evropskih skladov, s pomočjo ministrstva in napora domačinov graditi pomembne objekte, ki izboljšujejo okolje. Člani mešanega pevskega zbora Primož Trubar iz Loke pri Zidanem mostu so v Boštanski cerkvi pripravili koncert, s katerim so obeležili 30-letnico delovanja zbora.
spominsko slovesnostjo in polaganjem cvetja pri spomeniku s pomenljivim naslovom Sonce se je izjokalo smo se poklonili spominu na umrle v nesreči pri hidroelektrarni Blanca. Klub starodobnih vozil Hrast Tržišče je na cesti od Tržišča do Malkovca pripravil že 11. dirko starodobnih motociklov za pokal Malkovca. Isti dan so člani prostovoljnega gasilskega društva Tržišče svečano sejo in prevzemom novega gasilskega vozila obeležili 60-letnico delovanja društva. Župan Srečko Ocvirk je društvu ob tej priložnosti podelil listino občine Sevnica. V parku Sevniškega gradu je pod naslovom Novi izzivi in vrednote potekala likovna delavnica Aspekta X1. Ustvarjalci na kamen napišejo vrednoto in sestavili bomo mozaik misli in vrednot, ki bo v 2 letih na gradu opominjal ljudje, kdo smo in kaj smo. Letos so ustanovili tudi sklad mladega nadarjenega avtorja. Po prvotnih zapletih in nato stečaju podjetja Gradis je občina Sevnica izbrala drugega izvajalca del, ki bo dokončal gradnjo novega vrtca. Sevniški malčki so se v novo zgrajeni prvi del vrtca že preselili, obnova drugega dela z vsemi ostalimi ureditvami pa bo končana spomladi. Po velikih posegih ob gradnji hidroelektrarne na Blanci nadaljujejo z deli na Dolnjem Brezovem. Predmet projekta je izgradnja pločnika, javne razsvetljave, fekalne kanalizacije in obnova državne ceste. Cesto proti šoli in okolico šole pa so zgledno uredili v Loki pri Zidanem mostu. Družinski inštitut za upanje, katerega poslanstvo je nudenje raznovrstne podpore družini in posameznikom in je v Sevnici pričel delovati letos, je ena od možnih oblik pomoči ljudem v stiski. V Boštanju tečeta 2 pomembnejša projekta, in sicer sanacija ceste proti vrhu ter izgradnja fekalne kanalizacije na Logu, ki bo povezovala stanovanjske hiše z obstoječim zbirnim kanalom na čistilni napravi Sevnica. Pri osnovni šoli Boštanj so namenu predali igralne površine novo zgrajenega zunanjega igrišča za odbojko. Za Bukovje je bogatejše za nov večnamenski dom, ki je bil v uporabo predan septembra. Dom se bo uporabljal predvsem za družabne, kulturne in pa seveda za stvari, ki se bodo dogajale v tem kraju. Upam, da bo teh čim več. Kmalu po otvoritvi so v sevniški izpostavi sklada za kulturne dejavnosti tamkaj pripravili regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev. V Karmelju so zgradili sodobno krožišče in uredili cestno povezavo med Hincami in Gabrielami. Zaradi povečanja števila predšolskih otrok pa se v Karmelju načrtuje še izgradnja novega vrtca pri osnovni šoli Karmel. Na Studencu je bil rekonstruiran in razširjen nevarni cestni odsek. V sklopu ureditve so bili obnovljeni vsi komunalni vodi, elektrika, telefon, voda in javna razsvetljava. V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu je bil rekonstruiran in asfaltiran priključek lokalne ceste Šentjanž-Kal. Obenem so položili cestno kanalizacijo in zgradili betonski zid, ki omogoča razširitev cestišča ter možnost izvedbe novih parkirnih mest in hodnika za pešce. Po končani trgatvi v sevniškem grajskem vinogradu so se veselili odprtja nove grajske vinoteke v kletnih prostorih Sevniškega gradu. Dogodek so s svojo prisotnostjo počastili vsi dosedanji kralji cvička iz sevniške občine, Alojz Zalašček, Marjan Pirc in Andrej Trater. V sklopu praznovanja 90-letnice Sokolskega gibanja v Boštanju in 70-letnice Sokolskega doma, kasneje preimenovanega v dom TVD Partizan, so septembra predali v uporabo prenovljeni krajevni dom. Pred dokončanjem je drugi del ureditve regionalne ceste z rondojem skozi Sevnico, ob kateri je v aprilu zrasel nov nakupovalni center Špar, oktobra pa še bowling center podjetja Sava Auto. Dela pa so potekala tudi na drugih cestah v občini. Omenjamo nekatere večje projekte: cesta Primož-Češnice, Lončarjev dol za Bukovje, mostova na Pokleku, cesta do občinske meje v Svinskem. Pa zaključimo letošnji pregled dogodkov z lokalnimi volitvami, kjer so se kot kandidati za župana pomerili Rado Kostrevc, Tomaž Lisec in aktualni župan Srečko Ocvirk. Volivci so že v prvem krogu prepričljivo odločili, da bo naslednja 4 leta še naprej občino vodil dosedanji župan Srečko Ocvirk. Veliko znanja, pravilnih odločitev, pa tudi kanček sreče želimo županu, njegovim sodelavcem in vsem občanom.